Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Po kitajskem horoskopu sem kača. Ko hodiš po gozdu, se me izogni, če pa me boš pohodil, te bom pičil. Tako je naš Marjan v velikem intervjuju za Reporter ob veliki noči, največjem krščanskem prazniku, svetopisemsko primerjavo ponazoril, kakšna nevarnost je v resnici za demokracijo in državo. Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, trpeča ali bojevita cerkev. So katoličani tudi v času svojega največjega praznika najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Velika noč je katoličanom namesto miru in ljubezni prinesla strah, bolečino in jezo. Kaj to pomeni za katoliško skupnost pri nas, bomo vprašali našo stalno komentatorico Normo Marijo Korošec in premierno našega gosta, bolj znanega kot Komanov mulc na Twitterju, Alena Š. Goljarja. Dobrodošla. Živjo. Hvaljen Jezus. Evo, Norma, Alen, prvo vprašanje. Je bilo kaj posebnega v vajenem praznovanju Velike noči letos? Jaz sem letos, je bilo moja velika noč malce zaznamovana s študijskimi obveznostmi. Me je pa zelo nagovorila predvsem velik petek, no? Ja. Ko je Jezus, ko je pri maši oziroma pri obredih, ko gre podrobno, no, kaj se takrat vse dogaja, tisto me pa vedno zadane. Ja, pa se to pol pozna kako pri izpitih? Ja, v redu, danes sem naredila enega ustnega. Evo, super. No, dobro, to je v redu. Alen, pri vas kaj posebnega letos? Seveda, vsaka velika noč je poseben praznik. Čisto vsaka, tako kot nedelja, tako da tudi letošnja velika noč je bila za nas zelo posebna. Ni pa velike noči brez velikega petka, ne. To moramo vedeti, to je za vsakega katolika pomembno in na ta način smo se tudi pripravljeni. Tako da cel posten čas in vse, kar vodi do velike noči, je bilo za nas pomembno, ne. Zdaj, pač tako v splošni kulturi ali pa tudi recimo v Slovencih, če sodimo po tem, o čem se pogovarjajo, kar objavljajo na družbenih omrežjih, so zelo pomembni pač pirhi, ne, se pravi barvanje pirhov, potem pač to, kar se nese hrana k žegnu in potem objavljaš to na Facebooku, na Instagramu, kjerkoli že, potico, šunko in tako naprej. Zdaj, kako je s tem pri vama? Vidva tudi pač objavljata to vrstne fotografije ali presegate raje na kakšne druge stvari? Jaz sem sicer dala v soboto en tweet s pirhi pa s hrenom, ampak drugače pa ni to glih moje naravi. A ti pečeš potico, Norma? Ne, jo je pa mami letos naredila prvič in je bila zelo okusna. Aha, ok, super. Ja, mislim, pri nas ni bistveno to, da se objavlja karkoli, tudi z ženo, kar se teh folklornih stvari tiče, poskrbiva za tisto, kar je najbolj pomembno, da se ohranja ta simbolika. Sicer so pa druge stvari bolj pomembne, ne, kar se tiče tega zunanjega izraza vere, ne. Ker to so zunanji izrazi vere, ne. Moramo vedeti, da to na večjih ravneh poteka, ne. Ja, seveda. No, zdaj Franc Bogovič, ne, pač evropski poslanec, ki ponovno kandidira na skupni listi SLS-SDS, je objavil eno fotografijo pač tega velikonočnega zajtrka. Ja, tista miza je bila res bogato obložena. Mene je recimo presenetilo, da je zraven bil tudi ajvar pa paradižnik narezan, ne. To so zdaj neki novi momenti ali... Ne, poglejte, to je folklora. Tako, kar moramo vedeti, ne, se pravi, kamor bo šla današnja tema, se mi zdi pomembno, predvsem kar na začetku poudarek, ne. Mi moramo najprej začeti se zavedati, da ne živimo v krščanski družbi, ne. Naš svet že... A to zdaj na splošno ali mi v Sloveniji? Ali? Ne. Svet. Tudi države, ki se normativno pač deklarirajo za krščanske države, to je larifari. To je ena velika laž. Vemo, kdo je glavni lažnivec, največji lažnivec na svetu je Satan in to laž se nenehno, bom rekel, skoraj od Lutra naprej, od protestantizma se ta laž vedno bolj zažira v našo družbo, ne. In vedno bolj, ko je šlo vse stran od katolicizma, ne, vedno bolj je družba postaja sekularizirana, potem s francosko revolucijo, tudi pomlad narodov, nacionalizem in tako naprej. To je vse skupaj poglabljalo nekako
vrhunci vse skupaj doživeli z oktobrsko revolucijo, s komunizmom, na kar je opozarjala tudi Marija, ko se je prikazala v Fatimi. To je tudi del prerok, v kateri se pravi en del govori o tem, kako bo ves svet pohujšan po Rusiji. Ne? In dejansko z bolševizmom je prišlo to pohujšanje v obliki sekularizacije in danes, mislim, tisti kreten, ki si upa trditi, da mi živimo v krščanski družbi, še posebej, če pa je to kristjan, je sam sebi laže in je podlegel tej laži. Ker družba, ki jo poganja mesenost, čisto tako, ko se jaz sem sicer na Jezerskem živim, ne, ampak ko sem se peljal v Ljubljano, se že delajo na polno reklame za kopalke in tako naprej, tiste na pol razgaljene ženske, družba, ki jo poganja, se pravi od 10 najbolj obiskanih spletnih strani na svetu je ne vem koliko 4 ali koliko pornografskih vsebin, s tem, da najbolj obiskana spletna stran je pornografska stran, ima več ogledov letno, kakor pa Amazon pa Netflix skupaj. In take družbe, ki temeljijo na tem, niso krščanske. Naša družba ni krščanska. Tudi desni pol ima izredno veliko ljudi, ki so na neki deklarativni ravni kristjani, ampak v resnici niso. Ne? In so katalizator ali pa eno tako mini gorivo, no, bolj kot katalizator, tem lažem. Ne? Ker oni nosijo to masko, to fasado krščanstva. Ampak kaj je bistvo te laži, Alen? Si rekel ta velika laž. A je to ena stvar ali je to skupek vsega tega? Da prikriva resnico. Ne? Ja. Kaj pa je resnica? Da ne živimo v krščanski družbi. Ja, ne, Jezus Kristus. Ja, točno to. Da ne živimo. A ne? Potem, se pravi, na eni strani imamo to sekularno laž, ki se krasno prepleta z vsemi idejami liberalizma in tako naprej. In čudovito se upada z vsem, kar je na levici, s tem, da pač skrajni desničarji, pa mnogi tudi na desnici ne vejo, kako zelo se prepletajo te njihove. V bistvu, to sem hotel še to reči, ne, živimo v izrazito poganski družbi, ne, niti ne toliko ateistični, ker tudi ateisti imajo eno celo paleto malikov in tako naprej, ne, lažnih bogov. Ne. Se pravi, levica krasno fura ta narativ pač te laži, ne. Po drugi strani imamo pa popolno karikaturo krščanstva. Ne. Se pravi, Satan, ki je krasen ustvarjalec laži, je ustvaril na neki točki popolno karikaturo krščanstva in to je islam. Ne? Najbolj popolna karikatura krščanstva je v tem, da deluje kot religija. Ne? Krščanstvo, islam niti ni bil ustanovljen kot religija. Ne? Mohamed je začel z islamom tako, da je v bistvu iz neke zavisti ustvaril neko tolpo roparjev, s katerimi je potem šel usvojiti mesto, iz katerega je bil pregnan. Potem je združil nekaj tistih plemen, pobral, in o tem recimo piše Michel Radin v knjigi Mohamed. Potem je pobral nekaj teh poganskih običajev, šamanskih na nek način, ki so tam okrog ognja so plesali dejansko na tem arabskem polotoku. Združil je tudi arijansko herezijo, ki je takrat že imela majhno prisotnost na arabskem polotoku, se pravi, se reče protosemitske religije, je tam združil in je iz tega naredil eno tako krasno mašinerijo za usvajanje. Eno zelo militantno ideologijo, ki jo je zakamufliral v religijo. Ne? Prav, moramo vprašati, kaj si vsem tem misliš, Norma, kar je Alen zdaj povedal? Ja, jaz se strinjam. Islam ni religija, ampak ideologija. In ta ideologija niti približno ni združljiva z našim svetom. Zdaj, Alen bo porekel, če rečem krščanskim svetom, ampak ko rečem krščanski svet, mislim na krščanske temelje, ker vse svoboščine in demokracije in ločenost cerkve od države je omogočilo krščanstvo. In je zato vključni, mislim, in zato se mi ne zdi, ni pa to krščanski svet, da bi zdaj rekli, da pa vsi verjamejo, da Jezus res v nedeljo vstal.
Ja, dve vprašanje ja. imam za vaju tukaj. Ne. Prvo je to, kar je Alen že rekel, da je pač to itak laž, ne, se pravi, do tega ne bi smeli priti, kar zdaj ti Norma naštevaš, če prav razumem. In drugo vprašanje, en drug naš stalni komentator, Tino Mamić, ki je tudi pač kristjan, katolika, ne, verujoč in tako naprej, Ne, on je rekel, pravi, da imamo muslimani da vprašam. Ja, in sej, sam da vprašam. kristjani istega Boga. No, sej to sem hotel vprašati, ja. Jaz sem malo prehitel. Oprosti, ampak Ja. to sem mogel. To katolik ne sme trditi, ker ne more. Človek, ki zares veruje v trojedinega Boga, ne more reči, da ima ideologija, ki v svojih svetih zapisih pravi, da kdorkoli, to je ena od sur, da kdorkoli veruje v trojedinega Boga, mora biti obglavljen. To je schizofreno, jaz ne vem. Ja. In jaz sem s Tinom imel direktne debate na Twitterju o To tem, je res. pač konflikt, ampak za tem bom stal, ne? Ker pač kot veren katolik moram pričevati za resnico povsod in ne glede na to, kako sem sprejet. Pa verjemite, da sem zaradi svojih se pravi nazorov precej kar preganjan. No, nezaželen, tako, ja. Evo. Norma, kako je zdaj s tem? Ne? Ti si začela, rekla si pač, da temelji so krščanski, Evrope si verjetno mislila, pa tudi Slovenije. Zdaj, kje smo pol skrenali z teh temeljev? Ja, to je pa po moje ta načrt prostozidarjev, kako izničiti krščansko ljudstvo z obličja te zemlje in tudi se pravi iz šol, iz bolnišnic. Vemo, da so prve bolnišnice ustanavljale kakšne nune, sploh recimo za hudo bolne ali pa za te hospice, oziroma včasih se ni tako rekel. Potem je pa so pa šli križi iz šol ven, pa iz bolnišnic, pa iz drugih javnih ustanov in posledice so tukaj. Kakšne posledice so tukaj? Ja, v šole vdira LGBT plus pa ideologija preko raznih delavnic. No, se tudi v cerkev udira, ne? No, tudi vsaj seveda. v eni obliki. Ne, začelo se je s tem. Se pravi, z bolševizmom se je začelo to, da so načrtno v semenišča poslali mlade fante, ki so bili komunisti, ne, bolševiki. To je bilo nekje tam pred drugo svetovno vojno in potem je sledilo, pač po formaciji so sedila tista 50. in vse je doseglo vrhunc v 60. letih z drugim Vatikanskim koncilom. Zanimivo je, da nekako vsa ta letnica sovpada nekje s polovico leoninske prerokbe. To je prerokba papeža Leona, mislim, da 13., ki je imel na oltarju po eni sveti maši, ko je ostal še pri oltarju, je imel videnje, kjer sta se dva glasova pogovarjala, se pravi Bog in Satan, in kjer je Satan izzval Boga, da naj mu prepusti 100 let v njegovo vladavino. Ne? In to dejansko, to je prerokba, ki jo cerkev priznava. A pa je Bog na to pristal? Ja, Bog je pristal in rekel, kamot, ne moreš uničiti, ker Satan ampak kjerih 100 let je zdaj to? A mi živimo zdaj teh 100 let? To je bilo na koncu 19. stoletja, to je bilo tudi 1880, tam nekje. Se pravi, prejšnjo stoletje v bistvu, 20. Ja, in zdaj gre to k koncu. Vmes je sedila še fatimska prerokba, iz 3 prerokb sestavljena, in to se vse dopolnjuje. In vse je eskaliralo, nekako dosegli ta vrh, ki se zdaj odvija. Zdaj so pač generacije, to so zdaj sadovi teh 60 let. Se pravi, v bistvu Satan Boga na finto vrgo, ne? Ni več kot 100 let. Ne moreš. Ne moreš. Mislim, Bog je vedel, da ne gre tako. Ja. Gre za temu oziroma v angleški terminologiji se temu reče chastisement, se pravi neko očiščenje. In to je, mislim, ni v redu, da se to dogaja, lahko bi se temu izognili, ker imamo vsa orodja. A veste, mislim, dobimo videnje od blažene device Marije in tako naprej, ki nam da jasno, nam da rožni venec, nam pove, česa se moramo izogibati in tako naprej, pa mi tega ne počnemo. Kaj se je zgodilo v 60-ih? Z totalno liberalizacijo družbe. Takrat je tudi sekularizacija dosegla vrhunec, ta mesenost, se pravi, ta spolna... flower power. Vse to je doseglo in to je vedno je tako, da družba se bo oblikovala tako,
kakor gre v smeri cerkev. In ker je bila cerkev že tako spodkopana s temi infiltriranimi duhovniki, ne, se je začelo to vse rušiti. In je šla, liturgija je šla v franže, ne, liturgija je jedro, to je, se pravi, kako poteka sveta maša. Ne. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Se pravi, tako kakor moliš, tako boš tudi živel. A ne? In ker smo začeli zelo svobodno in tako po svoje, ne, z enimi takimi protestantskimi primesmi častiti Boga. Prav, veš kaj, Alen, tudi te moram žal prekiniti, moramo iti na oglase, boš lahko malo zajel sapo, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem boječe ali bojevite cerkve. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Norma M. Korošec in Alen Š. Goljar. Pogovarjamo pa se o tem, ali bi morala biti katoliška cerkev boječa ali bojevita. Evo, Norma, zdaj v prvem delu oddaje Alen postavil eno zelo strogo ločnico. Ne? Rekel je, da pač vse, kar živimo, tudi to, kar vključuje recimo krščanstvo, je v bistvu ena velika laž, ki jo je sprožil Satan. Kako zdaj odreagirati na to veliko laž, posebej po teh zadnjih dogodkih prejšnjega tedna, ne, ki so bili tragični? Najprej požar v pariški stolnici Notre Dame de Paris in potem še te zelo pač gnusni in tudi tragični teroristični napadi na Šrilanki. Število žrtev, vemo, se je pospelo že čez 300. Kako zdaj odreagirati? Ja, nastaviti še drugo lice ali kako drugače? Ne, mislim, da je ta teza oziroma to ena najbolj zlorabljenih fraz iz Svetega pisma, ker pravi, ne bojuj se, če te tolčejo, kar dej se še tako naštimi, da te bodo še bolj tolkali in to ni pravilno. Meni se zdi tudi to lažno usmiljenje do teh kvazi migrantov oziroma beguncev ubogih, ko smo videli, da kdo pa je naredil te teroristične napade, če ne lih nekateri iz množice teh milijonov, ki so prišli v Evropo v zadnjih nekaj letih. In jaz bi tle dala za zgled Češko, ki je prepovedala džamije. In se mi zdi, da bi isto mogla narediti tudi Slovenija in tudi vse zahodne države, ker je to leglo terorizma. Niso vsi muslimani teroristi, se strinjam, ampak velikih pa je in zaradi tega, zaradi varnosti in v skrbi za blaginjo slovenskih državljanov, pa tudi, se pravi, vsaka država za svoje državljane, bi mogli te stvari prepovedati in ampak jih ne bi to še bolj mogoče radikalizirali te muslimane, če bi jim odrekali pravico do tega, da imajo svoje verske objekte? Ja, jaz bi, mislim, po mojem najbolj, da oni grejo v večinsko islamske države, tja nazaj, tako da so prišli in tam zganjajo, kar pač hočejo, nas pa pustijo na mir, ker smo miroljubni. Ampak veš kaj, zdaj ni to bolj nevarno stališče, ne? Ker bo kdo rekel, da naj teh 5% katoličanov na Šrilanki gre tudi v večinsko katoliško državo, ne? In pustijo so se priselili v zadnjih 5 letih. Ja, dobro, mogoče se niso, ampak tudi muslimani, vsi, ki živijo v Sloveniji, se niso priselili v zadnjih 5 letih, ne? Vse to vemo. Eni živijo pri nas že zelo dolgo časa in so tako rekoč avtohtono prebivalcev. Alen, kaj ti praviš na vse to? Zdaj, Norma predlaga pač nek odločen odgovor, čeprav razumem, se ti strinjaš s tem ali kako vidiš te stvari? Ne, jaz se ne strinjam s tem, kar pravi Norma. Dejstvo je, da tako kot si rekel, ne, cerkev je bojevita. Eden od terminov cerkve, eden od nazivov cerkve je tudi ecclesia militans, kar pomeni bojevita cerkev. Se pravi, cerkev se mora boriti. Vedeti pa moramo, da prvotno se katoliki borimo proti nadnaravnim stvarem. Se pravi, najprej mora naš boj potekati na duhovni ravni, dajmo začeti malo več rožnega venca moliti, malo bolj pogosto k sveti spovedi hoditi, k sveti maši, skrbeti za versko vzgojo v svojih družinah, ne se biti katolik v javnosti. Recimo mi z mojo družino molimo, tudi če gremo v McDonald's ali pa nedeljsko kosilo, če zunaj jemo, nas ni sram. Ob 12 se, če se le da, brez da bi se sicer tako izredno izpostavljali, molimo angelovo češčenje. Se pravi, živeti
tako katoliško življenje, zavzemati se za tisto, kar je krščanski nauk in s tem bomo spreminjali tudi srca drugih vernikov. Ne? Meni se zdi neumno prepovedovati karkoli, pač z izjemo tistega, kar krš nek pravni red in ogroža človeška življenja. Ne? To je pa čisto logično, se pravi, absolutno preganjati terorizem, pobijanje in tako naprej, to je normalno. Ne? A pa do ubijanja mora priti, da ga bomo pol šele začeli preganjati? A se mora človek izkazati za morilca ali pa posiljevalca, preden ga... Ja, domneva nedolžnosti. Ne moramo kar hoditi okrog in etikirati ljudi, žal. Ne moramo, ampak pa pogledaš statistike, recimo nemško notranje ministrstvo je včasih, recimo še leta 2015, beležal, kdo dela te nagnusne zločine in je bilo zelo jasno, koliko je bilo prišlekov iz teh držav, pa koliko je bilo avtohtonega prebivalstva in je procent 10-krat višji. Ja, jaz govorim o, se pravi, vrstnem redu. Najprej začnimo spreminjati sebe. Ker to je tako, kot smo začeli, ne? Ja, ne mi govoriti o krščanski Evropi, pa ne vem kaj še vse, če 95% Slovencev ne živi krščanskega življenja. Če gledajo pornografijo moški od jutra do večera, če jim je ločitev nekaj nevarnega, navadnega, če pluvajo po duhovnikih, če se ne držijo temeljnih, se pravi, božjih zapovedi, cerkvenih zapovedi, če ne prejemajo redno zakramentov, to ni krščanska družba. In če družba ni krščanska, potem lahko pričakujemo samo, da bo vse drugo kot krščanska, ne? Se pravi, bo bila poganska, brezbožna, muslimanska, ne vem, karkoli se bo pač naselilo, taka bo potem ta naša družba. In ne zdaj delati žrtvo iz sebe. Je pa tako, naš Gospod pravi, se pravi, ko so ga pripeljali pred veliki zbor, v četrtek zvečer, so ga udarili, se pobere in prav, kaj me biješ? Če sem govoril resnico, zakaj me biješ? Se pravi, nehaj me toči, če imam prav. Ne? In se ustavijo. Se pravi, dajmo biti najprej premislimo, kje je naša resnica. A so te ekscesi v duhovniških vrstah, ne? Recimo te pač, kjer oni kršijo nauk, evangeliji, božje zapovedi. A je to vzrok ali posledica te velike laži, o kateri posledica, to je posledica. Moje mnenje je, in to je tudi mnenje nekaterih duhovnikov in čist se upada s kanonskim pravom, vse duhovnike, ki jim je dokazana ta krivda, Sveto pismo pravi takole. Gorje tistim, ki pohujšajo enega od mojih najmanjših, bolje bi bilo zanj, da se mu obesi okrog vratu mlinski kamen in se ga potopi na dno morja. Mlinski kamen sem šel googlat, ima v povprečju tam nekje 996 kil. Jaz pravim takim duhovnikom, ki jim je to dokazano, vezano na pedofilijo, najpogosteje je to pederastija, en mesec, da se za pokoro, da se spokorijo, vzame se jim vse nazive, zapre se jih v vatikanske ječe, en mesec se jim da se pripravijo na smrt in potem se jih javno obesi. Ja. Zdaj, smrtna kazen sicer po Evropi po večini prepovedana, ampak to je verjetno del te laži, Alen Pol, če te prav razumem. Mislim, jaz ne vem, to je stvar prava, kazenskega prava, tako globoko se nisem v to poglabljal, ampak tukaj gre za res velik zločin, ne samo zato, ker to dela škodo temu, kar katoliška vera je, in je ena taka grozna škoda resnici in voda na mlin leži, ampak tudi zato, ker je to nasploh studen zločin. Kako stališče pa imate recimo do tega, da recimo, eno je pedofilija, se strinjam, zavržno, ampak recimo duhovniki, ki imajo recimo spolne odnose. Celibat je z namenom ustanovljen, taki duhovniki pohujšujejo svoje parane. Preveliko breme za te... Poglej, mislim, tudi poročeni moški imamo obdobja zaradi takih ali drugačnih stvari v družini, ko recimo ne moramo imeti spolnih odnosov s svojo ženo in se ne kurbamo kar okrog in tako naprej. Res, da mnogi se zatekajo k pornografiji, ampak to je greh. Tako da vzdržno življenje mora tudi poročen moški živeti ali pa samski katoliki. Ne? Ampak daj nam obnov znanja, no? Ko si rekel, celibat je z razlogom ustanovljen. S kakim razlogom? Zaradi tega, zato ker eno od temeljnih kreposti krščanstva je telesna čistost. In ko tukaj pade duhovnik,
pade potem takoj na drugih področjih. In za vzdrževanje celibata, kjer more premagovati nek gon, Ja. more živeti zelo duhovno življenje. Se pravi, padejo tisti duhovniki, ki padejo tudi na duhovnem področju. Razumem. In problem iz tukaj izhaja, da duhovniki ne živijo dovolj duhovnega življenja. Zdaj, Norma, zakaj recimo ženska ne more biti, zakaj so lahko ženske samo redovnice, ne morejo pa biti duhovniki? Kje je tle ovira zdaj? Jezus je bil moški tudi z razlogom. Ženska Dobar, že po ampak naravi... Jezus je živel pred 2000 leti, ne? Ja, Takrat moški so pa bili ženska razlogi drugačni, verjetno. še vseeno ostajata v svojem bistvu nespremenjena, pravzaprav že od časa Adama in Eve. Meni se zdi, da je duhovniška narava zelo pisana moškim na kožo. Recimo, če pogledamo, ne vem, spovedna molčečnost, se mi zdi, da je za ženske to veliko težje kot za moške. A res? Ženske so že po naravi večinoma bolj take, da recimo težko zadržijo zase kakšne skrivnosti, medtem ko sem jaz, pač kolikor sem imela osebnih izkušenj z moškimi, takih problemov ni bilo. Ja. Pa tudi se mi zdi, da je moški, da je prav, da ženska, recimo, če bi žensko gledali tam za oltarjem, bi bili bistveno manj skoncentrirani ljudje na mašo, kot če gledajo moškega. Mogoče je tudi kakšna ženska manj skoncentrirana, če je kakšen fejs duhovnik. To je pa tudi res. In to, oboje to dvoje reši oltar, ki jo obrnem ne proti ljudem, ampak proti najsvetejšemu. A tebe, Norma, kaj jezi, da je Bog ustvaril Evo iz Adamovega rebra? Ne, zaradi tega, ker je to zelo blizu njegovega srca. Aha, ok. V redu. Dobro, zdaj rekli smo, se pravi, Norma prav, prepovejmo džamije, se pravi muslimanske molilnice kot na Češkem. Alen prav, moramo mi biti najprej bolj katoličani, potem bomo lahko spreminjali tudi osnovne stvari. Ampak kljub temu, zdaj, če verjamemo tem pojasnilom, ki so se zdaj pojavila v javnosti, naj bi napade na Šrilanki organizirala Islamska država kot povračilo za napad v mošeji na Novi Zelandiji. Zdaj, ta spirala nasilja, kje se to potem v bistvu konča? A je sploh pomembno, kdo je začel, če ne moremo tega ustaviti? Norma? Ja. To se konča s tem, da grejo muslimani v muslimanske države, mi pa ostanemo tle, kjer smo, in potem je konc tega nasilja, ki ga tudi ni bilo, dokler teh ljudi ni bilo v Evropi. No, vedeti moramo, da tudi v muslimanskih državah imajo grozna trenja med suniti pa šiiti, tako da tam se ne bo končalo vsako življenje sveto. Islam je v vojni z vsemi. Življenje muslimana je enako sveto kot življenje katerega kot drugega človeka, tako da tudi tisto nasilje nam ni všeč. Se pravi, mislim, da enostavno nasilje bo obstajalo od nekdaj, to nam tudi sam Jezus obljublja. Pravi, če so mene preganjali, bodo vas še bolj. To moramo katoliki na nek način sprejeti. Predvsem tisti, ki zares javno, sej razstreljeni niso bili tisti, ki niso bili tisti dan pri sveti maši. A se razume? Na nek način je to tudi pač svetniška smrt, mučeništvo. Na preizkušnji si v resnici kot katolik, se mi zdi. Meni je to smešno, zelo zabavno in všeč mi je opazovati moje vrstnike, ki se recimo na nek način spogledujejo s krščanstvom in na neki točki ugotovijo, da je to majčkeno bolj resna pa zahtevna zadeva, kakor zgleda. Ker, kako bi rekel, bistvo krščanstva ni lepo življenje, ampak je lepa smrt. Ja. Nas bolj mika in bolj se veselimo tega, kar sledi potem. Zavedamo se, da naše življenje katolikov ni bistveno drugačno, oziroma niti ne toliko zelo od katerega kot drugega človeka, oziroma od drugih vernikov, pa nevernikov in tako naprej. Moraš pa res verjeti v posmrtno življenje, ne? Če ne deluje verjetno ta obljuba. Ne, deluje v vsakem primeru, samo vprašanje, kam boš prišel. Ja. Zdaj, jaz bi to rekla, recimo, izvoli. Islam je v vojni z vsemi. S krščanstvom, s hinduizmom, s budizmom, še sam s sabo, kot si rekel, ali ne. In mislim, da je to zelo problematična stvar, da si z vsemi skregan. Zato mogoče ni rešitev, da pač grejo muslimani v muslimanske države, ker verjetno bojo pač meddržavni konflikti. Pa niso oni tam kregajo, mi bi pa radi tle imeli mir. Ne, sej to ne bo, ker islam, kot sem povedal na začetku, je bil ustanovljen kot ena ekspanzivna militantska ideologija. Vsaka vera na svetu
pač želi širiti verjetno svoj nauk. Ampak tole sem vas hotel še vprašati, zakaj recimo Jezusov nauk, ki je v svoji osnovi je zelo tak, ne vem, pač pridiga ljubezen, toleranco in tako naprej. Skratka, ne pridiga tolerance. Bi se pač, kdo je brez greha, najprej vrže kamen in tako naprej. Ampak to ni toleranca. No, v glavnem pač ni nauk, ki bi širil vojno, recimo sovraštvo in tako naprej. Zakaj recimo naleti na take ekstremne reakcije? Kakšne? Na toliko pač zanikanja, preganjanja. To je preprosto, ne? Ker spet, Aljoš, moraš gledati z vidika nadnaravnega. Tukaj se ves čas bije boj med Bogom in med Satanom. Ne? In Satan enostavno nikdar ne bo dosegel tega, kar je Bog. On pa iz svoje zavisti črpa in bo vsa orožja uporabil, da bi to dosegel. Ne? In zaradi tega najbolj ga pa žre resnica. Ne? Najbolj bliže, ko si Bogu, recimo mnogi dobri tradicionalni pridigari tudi pravijo, Satan nikdar ne bo se spravljal na življenje tistega, ki že tako živi grešno. Tisti se mu je sam dal. Najbolj bojo na udaru tisti, ki si res želijo živeti sveto življenje. In tako, se pravi, bolj kot neka skupnost živi katoliško zgledno življenje, ne? Ker pač praviloma posledica lepe, zdrave katoliške vere je tudi lepo, zdravo, urejeno življenje, bolj bo tisto skupnost Satan napadel. In ko je ne bo mogel od noter, jo bo od zunaj. In paste, Evropa se temu bliža oziroma smo tukaj. Ne? Ja. Mi smo tukaj, zaradi tega, prvenstveno zaradi tega, ker smo zavrgli katoliško vero, katoliški nauk. Temelji so trhli, že gnijejo. No? Norma, kaj boš dodala? Jaz mislim, da je treba moliti veliko, tako kot si rekel, več rožnega venca, več svete maše, več spovedi, ker se strinjam. Seveda, da moraš ti najprej sam s sabo biti, pa z Bogom imeti počiščene zadeve, ampak jaz pa mislim, da tudi recimo ljudje v politiki si morajo prizadevati za varnost svojih državljanov, ne glede na njihovo vernost ali pa nevernost, ker so to pa čist, mislim, se strinjam, pomemben je ta duhoven del, zelo pomemben, ključen, ampak če pa dejansko pa ne bo noben, ne vem, šel prijet za orožje, ki bo treba braniti ljudi, pač recimo, če pride do vojne, pa tudi ne bomo veliko naredili. Ne? So tudi kristjani, tudi duhovniki, recimo v srednjem veku od cerkva zvonike pretalili v orožje, da so se branili pred Turkijo, pa jih nimamo zdaj, vi zakaj pa niste bolj molili, sebi. No, si bomo mi zdaj vzeli še en premor, za kakšen oče naš ali dva, po tem premoru pa se naša dva komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Norma, Alen, kaj je po vajinem mnenju močnejše v današnji potrošniški družbi? Pirhi, hren, šunka in velikonočni zajci ali rožni venec? Gotovo je močnejši rožni venec, ampak tudi oznanilo velike noči, torej Jezus je vstal in živi, nam bi moglo in naj nam prinese obilico enega veselja, da ga bomo črpali ob vseh teh slabih novicah, ki jih vidimo v medijih, in da ne zapademo v malodušje, je boljša stvar marsikdaj ugasniti televizijo pa kakšno zmolt, kakor pa se s temi slabimi novicami razen če je oddaja Faktor na sporedu, takrat ne smemo ugasniti televizije. Ok, Alen? Ja, jaz mislim, da je najpomembneje to, tako kot sem že rekel, da začnemo delati na sebi. Kot pravi sveti Frančišek, povsod oznajnajte evangelij, če je treba tudi z besedam. Rad bi pozval svoje katoliške brate pa sestre, da fajn premislijo o tem, kaj je njihova vera, kaj je tradicija katoliške cerkve, kako so pravilni izrazi te vere in tako bomo tudi spreminjali svet in se ne bo nam treba bati nobenih muslimanov, nobenih komunistov, nikogar, ker bo Bog res na naši strani potem. Ne? Prav, Norma Marija Korošec, Alen Š. Goljar, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil 281. velikonočni Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj se je sodnik Radonjić uprl globoki državi. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.